Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na Gospodarski zbornici. Včeraj smo proti večeru dobili predlog koalicijske pogodbe in danes izkoriščamo to priložnost, da vas seznanimo s svojimi pogledi na koalicijsko pogodbo. Izkoriščamo pa to priložnost tudi zato, da vam predstavimo, kako trenutno po podatkih in analizah, ki jih imamo na Gospodarski zbornici, izgledajo aktualne razmere v slovenskem gospodarstvu in iz tega potem potegnemo tudi lažje povezavo med našim stališčem in oceno do koalicijske pogodbe in dejanskimi razmerami. Zato predlagam, da najprej prisluhnemo našemu sodelavcu Bojanu Ivancu o aktualnih dejstvih o Sloveniji in slovenskem gospodarstvu, kasneje pa bova z Goranom Novkovičem komentirala, predstavila stališče Gospodarske zbornice v zvezi s koalicijsko pogodbo. Na mojem oddelku, torej Službe za konjunkturno ekonomsko politiko, smo dejansko pripravili nekih 10 točk, ki najbolj trenutno morda osvetljujejo tekoče gospodarske gibanje v Sloveniji, pri čemer smo se osredotočili morda ne samo na trenutno stanje, ampak tudi na te negativne trende v zadnjem obdobju. Prva zadeva je, kot veste, glavni element pozitivne gospodarske rasti v zadnjih 2 četrtletjih je bil pač izvoz. Izvoz je bil predvsem močan na trge Evropske unije, kjer je v bistvu se povečal po polletju za 7,5%, medtem ko je v upadanju na druge trge že več kot pol leta. Pač razlog je predvsem močna konjunktura na evropskih trgih, v bistvu zaradi samih evropskih volitev nekako se v bistvu dinamika, ko bi rekel, prihodnega varčevanja nekako prestavila naprej. Na drugi strani pa močan evro v bistvu je onemogočil konkurenčnost na naših drugih izvoznih trgih. Drug pomemben učinek, zakaj smo v bistvu tudi mi pri svoji napovedi nekoliko bolj previdni, je pa sama situacija na vzhodnih trgih, pri čemer same gospodarske sankcije tukaj niso morda najbolj poglaviten element naše previdnosti. Predvsem razlog so v bistvu negativna valutna gibanja proti ruskemu rublju, se praktično je nemogoče zaščititi. Ta zaščita je zelo draga, tako da ruski rubelj je proti evru 10-15% nižji, tako da že iz tega učinka, v bistvu, če imamo isto nominalni izvoz kot lansko leto, v bistvu to pomeni že iz naslova valutnih razmerij, je ta 10-15% nižji. In tudi v bistvu, mislim, da po podatkih za prvih 5 mesecev je tudi bil dejansko v Rusiji izvoz nižji za približno petino. Mi izvozimo v Rusijo približno 5% celotnega blagovnega izvoza, to je okrog milijardo evrov in od tega pač ocenjujemo potencialni spad za okrog 200 milijonov evrov v letošnjem letu. Druga stvar, ki velja pač omeniti, pridobili smo podatke, trenutno so še relativno sveži od World Investment Reporta, v bistvu oni so malo pogledajo, kakšen je delež tujih vlaganj, torej greenfield vlaganj. Morate vedeti, da v bistvu, ko govorimo o tujih neto investicijah, tukaj velikrat stvari zamenjujemo. Tuje neto investicije lahko pomenijo tudi v bistvu kredit tuje družbe ali pa banke, slovenske banke oziroma slovenskem podjetju, medtem ko po greenfield investicijah to dejansko so determinirane kot investicije, kako bi rekel, v neko novo tovarno, v nek nov produkt, v nove zaposlene. Tako da praktično na tem grafu vidite, v bistvu, kakšen je delež slovenskih greenfield investicij v celotnih investicijah v Evropsko unijo. V bistvu, če primerjamo malo z državami, je približno 3-krat nižji kot na Hrvaškem, torej govorim recimo o obdobju 2007-2013, oziroma 9-krat nižji kot recimo na Češkem, na Madžarskem, oziroma 5-krat manj kot na Slovaškem. Pri javnih financah prav tako precej divergentna slika. Zgornji 2 krivulji pač prikazujeta javnofinančni primanjkljaj, ki se je povečal seveda tudi v evroobmočju in v EU v letih 2009-2010, pač podobno so bili trendi pri nas. Medtem ko 2011-2012 smo nekako izstopali, 2013 pa še posebej tudi zaradi sanacije bank, ki konec koncev je sicer enkratni dejavnik, vendar moramo vedeti, da v bistvu je Evropa sanirala banke še nekoliko prej. Tako da pri njih je v bistvu bilo glavnina
te enkratne sanacije opravljene še 2009-2010, ne, pri nas pa šele pač lansko leto. Pa tudi pričakovati je v bistvu, da deloma bi bilo stroški sanacije bank tudi v letošnjem letu in morda tudi deloma v prihodnjem. Tudi tukaj je pač javnofinančni prihodek eden izmed najvišjih in tudi pač opozorila iz Bruslja niso zaman. Kot rečeno, dolg smo povečali za obresti, naj bi letos približno namenili že okrog 1 milijardo evrov sredstev. To praktično pomeni, da to izrinja ostale proračunske odhodke oziroma izdatke. Pač nekako pomeni tudi krčenje socialne države konec koncev, kar pač država prvo, kar je, mora vrniti svojim kreditodajalcem obresti za svoj dolg. Tako da tudi ta tehtana obrestna mera se je povečala lansko leto glede na 2012, pa tudi glede na evroobmočje v bistvu se je povečala, torej največ v zadnjih 4 letih. V prihodnjih letih sicer lahko napovedujemo ob trenutnih ugodnih napovedih in v bistvu zaradi politike Evropske centralne banke relativno nizke obrestne mere, vendar moramo vedeti, da nakopičen državni dolg, ki ga je v bistvu zdaj že skoraj ne bil ga letos za 28 milijard, pač praktično pomeni, da že zaradi same ravni dolga plačujemo dosti več za obresti in pač tukaj ni pričakovati, da ne bi se precej močno povečali obrestni, oziroma da bi se precej znižali obrestni izdatki tudi v prihodnje. Torej javni dolg v bistvu je šel višave, v bistvu smo imeli največjo povišanje javnega dolga v obdobju torej 2014, letos pričakovanjem glede na 2009. Mislim, da druge, tretje so, mislim, da Romunija, pa druge države, ampak tako močnega povečanja ni imela nobena država. Tudi vidite, v bistvu, kako je bilo povečanje javnega dolga v EU-ju in v evroobmočju, v bistvu je bilo približno 4-krat, 5-krat nižje kot pri nas. Šestič, tudi tuje banke nekako umikajo podporo. V bistvu na eni strani je razlog Evropska bančna unija, ki praktično pomeni, da so banke bolj previdne, da so bolj delujejo lokalno, torej da je manj, kako bi rekel, posojanja v druge države, vendar moramo vedeti, da v bistvu te trendi so bili najbolj neugodni ravno za Slovenijo. Torej tukaj je pač podatek o gibanju kreditov tujih bank napram domačim v prvem četrtletju glede na isto četrtletje v letu 2013. Tako da po tem kriteriju v bistvu smo imeli največji odliv tujega kreditiranja, ki je znašal približno 10% bruto domačega proizvoda. Konkretno v Latviji, kjer je bila druga država z največjim odlivom, znašala -6%, v regiji Južne, Srednje, Vzhodne Evrope je pa v bistvu znašal padec približno 2%. Sedmič, v bistvu Slovenija bila vedno znana po nekako nizki brezposelnosti. Vsi smo vedeli, da nekako zadeve so se deloma skrivale preko podaljšanega šolanja, oziroma precej dolgega izobraževanja in potem dela prek študentskih servisov. Konec koncev brezposelnost se je zdaj povečala nekje na EU povprečje. Kot vidite, v evroobmočju in v EU se v bistvu znižuje že približno pol leta, pri nas šele zadnje 2-3 mesece, medtem ko število delovno aktivnih se pri nas povečuje nekje od marca letos, medtem ko je zaostanek za EU še zmeraj relativno visok. Demografske škare je kar pomemben element. Vsi vemo, da v bistvu za pokojnine namenimo približno 1/3 tudi iz državnega proračuna, torej pokojninski prispevki niso dovolj. Število upokojencev je pač prebilo številko 600 000, zavarovancev še zmeraj nekoliko upada, tako da to razmerje se tudi v prvih 5 mesecih naprej poslabša. Moram pa povedati, da pač prispevki so še zmeraj medletno v prvih 7 mesecih porasli za dober odstotek, razlog je pa predvsem širjenje osnov pač za pokojninske prispevke. Deveta, predvsej pomembna stvar, potrošniki, približno 2/3 bruto domačega proizvoda predstavlja domača potrošnja. Mi imamo še zmeraj 4. največji padec domače potrošnje v EU, če se primerjamo recimo z letom 2010. Torej, potrošnja približno nižja za 10%, realno. Višji po padcu so samo še na Portugalskem, v Grčiji in na Cipru. To je v bistvu graf prikazuje gibanje realne trgovine, brez goriv in vozil. In pa še 10. pomembna stvar, ki velja omeniti, v bistvu nekatere obremenitve gospodarstva so se povečali. Morda je fokus, ko govorimo o gospodarstvu, morda preveč na sam davek na dobiček, ampak zadeva je sledeča, da v bistvu so se določene druge obremenitve za gospodarske družbe precej povečale in recimo konkretno pri deležu prilivov trošarin in taks v domačem proizvodu smo kar drugi v Evropi, prva je Danska.
To so pač v bistvu neki čisti davki, tukaj so trošarine, razne okoljske takse. Vsi pa vemo, da v bistvu ta zbrana sredstva niso namenjena nekako za te razvojne projekte, ampak konkretno v tekočo potrošnjo. Torej, pod črto, čeprav je Slovenija v zadnjem obdobju začela dosegati rahlo gospodarsko rast, brezposelnost se je začela malenkostno zmanjševati, imamo še vedno kar krepko rast izvoza. Nenazadnje smo vsaj za prvo silo zakrpali težave v bančnem sistemu in ga sanirali. Moramo ugotoviti, da imamo v Sloveniji še zmeraj zelo turbulentne ali pa na meji kriznega delovanja gospodarske razmere. Velik del gospodarstva je prezadolžen in podkapitaliziran. Imamo preveliko javno porabo v BDP-ju, premalo pa za razvoj. Javno porabo pokrivamo z zadolževanjem v tujini ali pa z zviševanjem neposrednih in posrednih dajatev, tako v gospodarstvu kot za posameznike. Potem imamo prezapletene pogoje poslovanja, ne samo po naših ocenah, tudi po ocenah najrazličnejših mednarodnih organizacij in institucij. Potem imamo izrazito netransparentno javno naročanje, spet potrjeno tudi za mednarodnimi agencijami. Lahko ugotovimo, verjetno bomo jeseni tudi uradno ponovno soočeni, da nezadovoljivo rešujemo bruseljske, rečemo temu domače naloge. Veste, da smo spomladi dobili priporočila zaradi volitev v Evropski uniji, so jih tako imenovali, v resnici je bil pa to opomin za Slovenijo. Skratka, vse to so težave ali pa razmere, v katerih poslujemo in za katere smo računali, da bo nanje dala odgovor tudi koalicijska pogodba. Koalicijska pogodba, ki bo v Sloveniji omogočila delovanje v smeri nove gospodarske rasti in s tem tudi novih delovnih mest. Najprej seveda je pravilna usmeritev v koalicijski pogodbi, da bodo skušali svojim delovanjem preko celotne vlade zagotoviti v Sloveniji več odgovornosti, delovanje pravne države in s tem povrniti tudi zaupanje med vse državljane in seveda tudi gospodarske subjekte. Vendar pa je naše vprašanje, ali lahko koalicijska pogodba, ki je relativno zelo splošna in nezavezujoča, z izrazito malo konkretnimi zavezami in z izrazito malo merljivimi projekti, tisto, kar nas bo popeljalo iz krize. V svojem kratkem uvodu bom izpostavil samo nekaj tistih področij, kjer bi morali imeti v koalicijski pogodbi bolj zavezujoče usmeritve. Nenazadnje tudi zaradi tega, ker merljivi cilji z neko časovno komponento omogočajo vsakokratni vladi stabilnejše poslovanje. Tudi za gospodarstvo ni vseeno, če gledamo, kako po sejah vlade, namesto da bi tam odločili o neki zakonski rešitvi ali projektu, slišimo ministre, ja, danes na vladi nismo odločali, moramo iti najprej na svet stranke ali pa med svoje članstvo preveriti, če je to tisto, kar bo ta stranka potrdila. Bolj, ko je neka stvar splošna, bolj, ko so cilji neoperacionalizirani in nekonkretni, več je možnosti, da bodo stranke namesto na sami vladi preko svojih ministrov hodile svojo bazo spraševati in na ta način mogoče pridobivati za sebe nekaj več, recimo temu, bonitet in s tem tudi okrepitev svoje pozicije v slovenskem volilnem prostoru. Torej, tisto, kar najbolj pogrešamo, je neka konkretnost tudi v časovni dimenziji. Naša ocena tudi je, da
so celotne volitve, ki smo jih imeli in vse, kar se je z njimi dogajalo in tudi volilni rezultat, predvsem izraz velikega nezadovoljstva Slovencev z dosedanjimi politikami. Kot pravimo, za vsakega se na koncu najde palica in tudi za dosedanje vlade in politike se je našla 66 nekdanjih poslancev, ni več članov novega parlamenta. Preprosto torej zato, ker smo volivci svojim volilnim hotenjem in glasom, ki smo ga dali, sporočili ne kontinuiteta dosedanjega delovanja, ampak nekaj novega. In zato tudi smo od koalicijske pogodbe pričakovali ne samo kontinuiteto, ampak spremembe, reforme. Konkretno na področju recimo pokojninske reforme, kar je Bojan že prej zelo neposredno pokazal, nevzdržne so razmere, kjer je razmerje med vzdrževanimi in zaposlenimi, oziroma med zaposlenimi in vzdrževanimi 1,36:1. Nemčija ima recimo preko 2 zaposlena na enega vzdrževanega. Samo Hrvaška ima 1,21 zaposlenega na enega vzdrževanega, to pomeni upokojenega, ker ima pač sistem iz domovinske vojne in tako naprej. Če istočasno 1,5 milijarde v povprečju v zadnjih letih iz proračuna namenjamo davkoplačevalskega denarja v pokojninsko blagajno, da je ta sploh še vzdržna. In če vemo, da se upokojujemo med najmlajšimi oziroma najmlajši v Evropski uniji. Skratka, to so elementi, ki govorijo, da ne moramo čakati na pokojninsko reformo do leta 2020, ampak da je treba takoj začeti pripravljati osnove za to, da bo prišlo do pokojninske reforme. Podobno je s trgom dela. Seveda smo imeli nedolgo nazaj zadnjo reformo trga dela, vendar vsi vemo, da je bila tista reforma trga dela en zelo velik kompromis, ki naj bi predvsem pomiril sindikalno stran. V zadnjem obdobju se je kriza v Sloveniji nadaljevala, da ne rečem, da se je celo poglabljala. Gospodarstvo je še bolj kot prej pod nekim cikličnim gibanjem. Nenazadnje tudi to, kar se dogaja v Rusiji, Ukrajini in podobno, je spet nek nov ciklični udarec za to, da se bo nekaj dogajalo in s tako rigidnim trgom dela, kot ga imamo v Sloveniji, se na to ne moramo odzvati. Nenazadnje tudi stopnja samozaposlovanja v Sloveniji ali pa neposredne tuje investicije so v kar precej direktni povezavi in korelaciji z rigidnostjo trga dela. Področje zdravstva, zdaj v razmerah, ko imamo krizo v zdravstvenem sistemu, povezano tako z samo kvaliteto storitve, kot z nenehnim primanjkljajem v finančnih blagajnah, pa ne posegati po neki reformi, ampak skušati samo na prihodkovni strani nekaj spreminjati, da ne omenjam seveda ukinitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja, mislim, da ni pravi odgovor na razmere. Mi potrebujemo reformo, ki bo v zdravstvu problematizirala in potem tudi spremenila mrežo zdravstvenih zavodov v Sloveniji, zdravstvenih dejavnosti, ki bo prestrukturirala košarico zdravstvenih pravic, ki bo temeljito posegla v sistem javnega naročanja v zdravstvenem sistemu, ki bo nenazadnje tudi posegla na področje bolniških izostankov, participacije in ločitve zasebnega od javnega zdravstvenega zavarovanja na bolj transparenten način. Vse to so elementi, ki so bili že večkrat predstavljeni, pa nenazadnje za nekatere reforme tudi pripravljeni in zato v tem kontekstu odstopanje od reforme zdravstvenega sistema pomeni seveda veliko nevarnost, da ne bo prišlo do ustreznih sprememb. Ukinjanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja pa seveda grozi, da bomo povečali obremenitve zaposlenih, mi pa vemo,
da so že danes prispevki, ki jih plačujejo zdravstveni zavarovanci, izrazito nepravični, ker so neenakomerni, ker različne kategorije plačujejo zelo različne prispevke. Končal bi še z področjem internacionalizacije, ko sem prej omenjal, da v koalicijski pogodbi predvsem pogrešamo konkretne ukrepe, konkretne cilje in potem tudi pot do teh ciljev. To velja še posebej tudi za internacionalizacijo. Videli ste lahko, da je v tem trenutku izvoz pravzaprav tisti, ki slovensko gospodarstvo in celotno Slovenijo še drži nad vodo. In tako ohlapno govoriti v koalicijski pogodbi o internacionalizaciji kot nekem elementu pozitivnega gospodarskega razvoja pomeni, da bomo zelo težko prišli do nekih pravih sprememb, predvsem pa spodbud, ki bi dejansko omogočili, da bomo v izvozu realizirali še večji delež našega bruto domačega proizvoda in s tem ta potencial, ki ga imamo. Kaj imam najprej v mislih? Že kar nekaj vlad zaporedoma je napovedovalo spremembe na področju vizumske politike, pa od tega nismo dobili nič, oziroma še danes imamo na področju vizumske politike razmere, zaradi katerih nas je lahko pred tujimi partnerji sram. To pa seveda pomeni zelo velike težave, recimo za naše poslovne partnerje in potem tudi za poslovne vezi na eni strani slovenskega gospodarstva z vsemi temi tržišči, ki potrebujejo vizume za vstop v Slovenijo, na drugi strani pa tudi seveda na področju turizma. Če mora nekdo iz, Goje v New Delhi po vizum, potem veste, da ta nikoli ne bo prišel v Slovenijo. Podobne težave imajo tudi v Rusiji, Turčiji in celotnem vzhodnem delu kontinenta, kjer so države, ki potrebujejo te vizume. Postopki so zelo dolgotrajni, mi pa izgubljamo tukaj na 10 tisoče potencialnih turistov in s tem seveda tudi prihodkov in delovnih mest v Sloveniji. Naslednje področje na področju internacionalizacije, ki ni konkretno razpeto, je seveda program podpore za mikro in mala podjetja. Ta so še vedno premalo udeležena v slovenskem izvozu, pa imajo zelo velik potencial. Mi pravimo, da podjetje, ki je sposobno biti konkurenčno na slovenskem trgu, ki je globaliziran, kjer dobite konkurence iz celega sveta, bi lahko bilo ob enem ustreznem programu pomoči in svetovanja konkurenčno tudi na drugih trgih, predvsem sosednjih trgih. Zato so potrebna tudi določena sredstva, predvsem pa zelo jasen in konkreten program in tega tukaj ne vidimo. Še vedno pogrešamo tudi nek bolj dorečen program za celoten Spirit, potem tudi tehnološko agencijo TIO, ki smo jo nekoč že imeli kot samostojno, bi morali ustanoviti čeprej v Sloveniji kot tisti vrhunski organizacijski sistem, ki bo povezoval slovensko znanstveno-raziskovalno sfero z gospodarstvom. To je povsod po svetu dejavnost, ki ni zbirokratizirana znotraj državnega aparata, ampak je neodvisna in samostojna in tudi na tem področju torej smo pričakovali pri koalicijski pogodbi bolj konkretne predloge in rešitve. Kot veste, je Gospodarska zbornica junija in julija organizirala kar 3 srečanja z željo, da bi prispevali čim več k koalicijski pogodbi oziroma njene vsebine oziroma novem programu vlade. Takrat smo končali ta srečanja z zadnjim srečanjem 3. julija, ki bo znakov pravzaprav 2 razvojnih trikotnikov. Samo toliko, da malo svežim spomin. Na podlagi javnih tribun, soočenj mnenj z različnimi deležniki smo takrat zapisali, da vidimo možnost za rast in nova delovna mesta, predvsem v trikotniku internacionalizacije storitev, ker je pač v storitvah najceneje priti do novih delovnih mest in investicij. Po drugi strani pa smo ugotavljali, da nov razvojni zagon potrebuje tudi širše družbene spremembe, kajti nimamo dovolj virov. In te vire lahko dobimo samo tako, da razbremenimo gospodarstvo in uvedemo nekatere reforme. To je bilo naše izhodišče in na podlagi tega, kar smo
včeraj zvečer in danes tudi sami pregledali osnutek koalicijske pogodbe, smo pripravili in imate v gradivu tudi prvi vtis, prve odzive po treh sklopih, pozitivno, negativno in nevarno. Opozarjam, da gre za prvi vtis, da še nismo poglobljeno pregledali koalicijske pogodbe, oziroma osnutka, kajti zato je potrebno nekaj več časa. Vendar prvi vtis, ki ga je deloma že omenil predsednik, jaz bi ga zdaj nadaljeval, je približno naslednji. Pozitivno, kar vidimo še v tej koalicijski pogodbi, naprimer na področju javnih financ, javnega sektorja, javnega naročanja in državne lastnine, skratka na področju javnega področja, je, da se vendarle v primerjavi z nekaterimi ekstremnimi stališči privatizacija nadaljuje, seveda pa je to potencialno pozitivno, kajti v tem trenutku ne vemo natančno, v kakšnem obsegu, kdaj, kako. Druga zadeva, ki je pozitivna po našem mnenju, da se nadaljujejo v skladu s priporočili Evropske komisije konsolidacija javnih financ, a po našem mnenju je odvečen pogoj, da bo čezmerni primanjkljaj odpravljen do konca leta 2015 le, če letos ne bo pomembne odstopa od planiranega. Ne predstavljam si pravzaprav, kako bo Bruselj na to reagiral. Pozitivno se nam zdi tudi odprava sistema najnižje cene pri javnih naročilih, kajti kakovost je izjemnega pomena, tu smo imeli kar precej težav v preteklosti, tudi centralizacija javnega naročanja, agencija za javno naročanje, skratka na tem področju je kar krepak korak naprej. Tudi kodeks in smernice korporativnega upravljanja državnih podjetij. Ker zadeva gospodarstvo, prestrukturiranje, razvoj in tako naprej, garancije in drugi ukrepi za prestrukturiranje gospodarstva in razdolževanje podjetij so dobrodošle, energetska sanacija stavb in tudi področje investicij v hidroelektrarne sta dobrodošli, podpora malemu gospodarstvu prek SPS, se pravi Slovenskega podjetniškega sklada in drugih mehanizmov prav tako, in tudi prehod od subvencijskega k investicijskemu načinu delovanja države, se pravi predvsem povratna sredstva, je dobrodošel, pri čemer pa opozarjamo, da to seveda mora veljati za vse subvencije, ne le gospodarske, in to tako, da podjetje ne bomo povzročali konkurenčne ali razvojne škode. Po domače povedano, če recimo Nemčija uvaja v skladu z pravili Evropske komisije ali Evropske unije subvencije razvojne za svoje podjetja, nima smisla, da mi tega ne počnemo, ker s tem seveda bremenimo konkurenčnost oziroma poslabšujemo konkurenčnost naših podjetij. Tudi usmeritev gospodarske diplomacije na hitro rastoče trge je dobrodošla, vendar pa, kot je bilo že prej rečeno, to je samo en majhen delček tega, kar pri internacionalizaciji potrebujemo. Negativno, v našem mnenju, poleg zdravstvene reforme, ki je bila že omenjena, je predvsem davčna reforma. V tem trenutku iz osnutka koalicijske pogodbe ni jasnih davčnih razbremenitev dela, v zadnji verziji tudi ne socialne kapice, je sicer dohodninska razbremenitev visoko kvalificiranega kadra, vendar opozarjamo, to smo tudi na prejšnji tiskovni konferenci skupaj z drugimi delodajalskimi organizacijami petek povedali, da mi pričakujemo kombinacijo ukrepov. Tega v medijih ni bilo tako, lahko kasneje tudi preberem, če bodo želeli še enkrat. Namreč pogosto prihaja samo do ali kombinacije pokojninski sistem, luknja, kaj bomo potem, ko bo socialna kapica in tako naprej. Mi smo imeli 4 do 5 ukrepov v kombinaciji in tudi predlagane vire, če bodo želeli, kasneje lahko še enkrat poudarim. Skratka, poudarjamo, da je socialna kapica eden od elementov, zelo pomemben element, hkrati pa tudi, da ne bo delovala in ne bi delovala brez drugih ukrepov. Programski in razvojni proračun, po našem mnenju, ni možen brez nižje tekoče javne porabe. Lahko imamo zapisanega, ampak po našem mnenju to ni realno. Pri javni upravi ne vemo, kako bodo optimizirali javno upravo, to ni povsem jasno. Po našem mnenju je nujen zunanji poglobljeni pregled nekaterih sektorjev javne uprave, do tega je bil v preteklosti precejšen odpor. Tako kot podjetja imajo revizijo, zunanjih ustanov mislimo, da je v Sloveniji potrebna tudi na nek način pod narekovaj revizija nekaterih sektorjev v javni upravi in to strani tistih strokovnjakov, ki imajo tudi primerjalno analizo z javnimi upravami v drugih državah ali primerljivih za Slovenijo. To je tudi po našem mnenju odgovorno in pravilno do vseh davkoplačevalcev. Ni prenove kolektivne pogodbe v javnem sektorju z namenom optimiziranja,
ni ukinitve dejavnosti v javnem sektorju, ki niso potrebno, ali pa jih kakovostno lahko upravlja tudi zasebni sektor, to je prevetritve, ni javnih storitev. Debirokratizacija umeščanja v prostor oziroma postopkov pa po našem mnenju ne more prednostno temeljiti na združitvi resorja okolja in prostora, to rešitev smo že imeli, pa ni pomagala. Na področju gospodarstva, prestrukturiranja, internacionalizacije in razvoja, zelena davčna reforma zanemarja dejstvo, ki jo je prej tudi Bojan omenil, da je Slovenija v vrhu obremenitev z energetskimi in okoljskimi dajatvami. Davke na delo je treba zniževati z drugimi ukrepi. Mi pravzaprav na nek način, posplošeno povedano, zeleno davčno reformo že imamo, ker smo tako navili trošarine in okoljske obremenitve, da smo v vrhu Evrope. Pri izobraževanju tukaj je en največjih mankov po našem mnenju, namreč za primer napačno koalicijska pogodba enači vajeništvo in dualni sistem tudi z obrtništvom. Mi smo junija gostili gospoda Tomasa Majera, avstrijskega strokovnjaka za dualni sistem in vajeništvo, ki je jasno povedal, koliko poklicnega izobraževanja gre prek dualnega sistema, to pomeni ne prek drugih vzvodov, prek vajeništva in prek sporednega dualnega sistema v Avstriji za industrijo in tudi za visoko kvalificirane kadre. Tudi v Sloveniji je verjetno tako, da je v tem trenutku več takih potreb po industriji, po inženirjih, po poklicih, ki jih upravljajo na nek način srednje izobraževanje in tako naprej, kot pa v obrti. In tukaj se vidi manko pregleda nad tem, kaj gospodarstvo pravzaprav potrebuje. Skrbi nas tudi zaviranje zdrave konkurence v visokem šolstvu. Programi samo programi za zasebne fakultete samo na tistih področjih, kjer ni javnega visokega šolstva. Seveda se zavzemamo za transparentno odločanje, kdo bo dobil mogoče možnost, da to veljavi, ampak ne skrbi, da se že v izhodišču onemogoča pravzaprav oziroma postavlja nek monopol na nekaterih programih. Podobno je pri zdravniških koncesijah, če ste opazili, mimogrede. Tudi tam se omenjajo dodatne koncesije, samo tam, kjer ni možno javno zdravstvo, kar je pa seveda lahko vprašljivo za kakovostno javno zdravstvo, potem, kjer ni konkurence. Pri investicijah infrastrukturnih, to je še ena boleča točka na nek način, zelo boleča, zaradi tega, ker koalicijska pogodba omenja prevetritev razvojnih investicij in iskanje nedržavnih virov, kar je sicer dobrodošlo, a po našem mnenju je nujna večja ambicija. Naprimer, nekaterih konkretno največjih, najbolj potrebnih investicij sploh ni omenjenih, tudi drugega železniškega tira do Kopra, recimo, ki je ključnega pomena za logistiko v Sloveniji. Po našem mnenju potrebujemo zelo jasno časovnico, prioritete med temi investicijami, vire in kako bomo odpravili ovire. Bistveno bolj konkretno poglavje. In pa še zadnja točka, kot sem že rekel, pri dualnem sistemu ni samo to problem, dualni sistem pa vajeništvo. Mi smo na vrhu malega gospodarstva predlagali v skladu s priporočilom Evropske komisije, pristojnega direktorata, da se uvede v kurikul podjetniške vsebine in podjetniška etika, pa tudi tega ni v koalicijski pogodbi. Skratka, imamo pozitivne in negativne strani koalicijske pogodbe. Tisto, kar pa nas najbolj skrbi v tem momentu, pa je nekonsistentnost koalicijske pogodbe, osnutka v nevarnih razmerjih med obljubami na začetku in dejansko nekaterimi segmenti, ki obetajo nove obremenitve namesto razbremenitve. Namreč v besedilu na začetku piše, reforma na prihodkovni strani mora biti usmerjena k spremembi strukture davkov, ne k višjim stopnjam. Vendar pa imamo denimo tudi naslednje vsebine v osnutku koalicijske pogodbe. Boj proti sivi ekonomiji in davčne blagajne, pri čemer, za razliko recimo od hrvaškega modela, ko so to uvedli, ni ničesar o tem, da bodo hkrati zniževali davčne stopnje in s tem sorazmerno znižali davke. Če tega drugega dela ni, potem to pomeni agregatno dodatno obremenitev gospodarstva. Mi se zavzemamo za davčne blagajne, mi se zavzemamo za boj proti sivi ekonomiji, ampak hkrati, da se sorazmerno zniža obremenitev podjetij. Preprosto povedano, ta denar preusmerimo od goljufov k zdravim podjetjem. Davek na nepremičnine, kjer nič ne piše, da bi hkrati ne bile višje stopnje za gospodarstvo. Mi smo bili težko bitko
pri davku na nepremičnine, to se nekateri verjetno spomnite, in smo na koncu tik pred odločitvijo celo dosegli, da se davčna stopnja za gospodarstvo oziroma skupna obremenitev gospodarstva ne bi povečala. Je pa še vedno bil problem pri nekaterih krivičnih vrednotenjih, recimo v turizmu pa tako naprej, nepremičnin. Ampak v tem trenutku imamo davek na nepremičnine, ne vemo pa, ali bo to spet pomenilo grožnjo dodatni obremenitvi tudi podjetij. Včeraj smo slišali tudi o regresu upokojencev in dvig kmečkih pokojnin, ne vemo, od kod viri. Financiranje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, omenjeni so alternativi viri, ni jasno, po našem mnenju, povsem od kod jih bodo črpali. Sklad za brezposlene, v kateri bi vplačevali delodajalci, je omenjen. Potem imamo še eno večjo sistemsko težavo, namreč poenotenje vseh vrst dela po načelu vsako delo šteje dobrodošlo. Mi se zavzemamo za ukinitev oziroma zmanjšanje čim več prekernih del, zaradi tega, da so vsi enako obremenjeni. Ampak spet nimamo drugega dela, da razbremenimo davke na redna delovna razmerja, plače redno zaposlenih. Omenja se tudi nekatere dodatne pravice v vzgoju in izobraževanju, brezplačna prehrana in tako naprej. In kot sem že rekel, kot je bilo že omenjeno, pri ukinitvi dopolnilnega zavarovanja ni pravzaprav jasno, kaj bo sledilo. Ali bodo nekateri sloji bolj obremenjeni z nadomestilom ali čemkoli drugim. Skratka, imamo cel kup nevarnih razmerij, če se tako izrazim, zaradi katerih smo zelo zaskrbljeni in upamo, da pogodba in izvajanje pogodbe ne bo nekonsistentno glede na to, kar obljubljeno na začetku, se pravi podporo rasti, pa tudi ne višjih stopenj, hkrati pa imamo pri nekaterih konkretnih zadevah zelo jasna izhodišča, da to nekateri očitno nameravajo storiti.